Dober dan, lep pozdrav vse skupaj in lepo, da ste se v takšnem številu zbrali ob tem dogodku. Z veseljem bom povedala nekaj besed, bila sem največ povabljena, da povem nekaj uvodnih besed, kako je prišlo do izida te knjige. In govorim pač v imenu Nacionalnega odbora medvladne oceanografske komisije kot njegova predsednica, govorim pa tudi kot sodelavka vseh treh avtorjev. Medvladni odbor Nacionalni odbor medvladne oceanografske komisije Slovenske nacionalne komisije za UNESCO je to knjigo uvrstil v svoj program dela konec leta 2016, sicer za program v letu 2017. Kasneje je to potrdila tudi Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in s tem so bili pač dani pogoji, tako vsebinski kot seveda tudi finančni, da je lahko do tega prišlo. In seveda knjiga je bila sprejeta zaradi tega, ker pač sledi ciljem in strategije medvladne oceanografske komisije, gre namreč za proučevanje zdravja oceanov, kamor spada seveda tudi biodiverziteta. Seveda je pa tle pomemben tudi ta vidik popularizacije znanosti in kakšen boljši pač dosežek oziroma element kot knjiga. Izšla je v slabem letu, torej januarja 2018 je bila pač na policah in ko sem že prej rekla, da govorim tudi kot sodelavka vseh teh avtorjev, sem pač pomislila, ko sem pač tudi jim ponudila tale predlog, da če kdo, potem oni bi lahko to knjigo v tako kratkem času in v takšnem kvalitetnem obsegu pač izdali. Mislim, da je to od prvega avtorja že 10. knjiga, ostala dva pa mu zelo dobro sledita. Tako da so bila kratka, ker mislim, da je bilo dobro prepustiti besedo tudi ostalim, ki so danes na vrsti, predvsem pa čez nekaj časa tudi avtorjem. Hvala. Lep pozdrav vsem, tudi jaz bi vas na kratko nagovoril v imenu Nacionalnega inštituta za biologijo. Pred nami imamo zelo lepo knjigo, monografijo treh avtorjev, naših sodelavcev, in sicer Lorenca Lipeja, Domna Trkova in Boruta Mavriča. Tisti, ki je še niste vzeli v roke, seveda ste dobrodošli, da to danes storite in verjetno bi vsak biolog moral to imeti tudi doma. Namreč monografija se ukvarja z skupino organizmov, o katerih vemo relativno malo, vsaj tisti nepoznavalci. To so zaškrgarji ali opistobrankija z strokovnim izrazom. Mnogih malo bolje poznamo po zelo lepih slikovitih fotografijah kot gole polže. To so tisti morski organizmi brez hišic. Rekel bi, da je to edinstven izdelek, ne samo v slovenskem, ampak precej širšem prostoru. Namreč takih monografij je zelo, zelo malo. Namreč ne samo, da strokovnjakov primanjkuje za to vrstno delo, ampak nas tudi način objavljanja in konkurence v znanosti nekako sili bolj v visoko leteče kratke objave in nekako se ne osredotočamo na tisto, za kar pa smo tudi v bistvu tukaj. In naše poslanstvo je tudi objavljati tako kvalitetne monografije o razširjenosti in taksonomiji in sistematiki določenih skupin. Rekel bi, da so monografije te vrste ne samo potrebne, ampak tudi izredno pomembne za nadaljnji razvoj poznavanja teh organizmov. Namreč to je eden od korakov k poznavanju njihove sistematike, razširjenosti, eden od zelo pomembnih korakov k temu, da bomo nekoč prišli tudi do rdečih seznamov, se pravi, da bomo ovrednotili ogroženosti teh organizmov in pa seveda tudi v smislu globalnih sprememb, poznavanja, kako se okolje spreminja in kako bo to vplivalo na sestavo vrst in narave, posebej v luči tako imenovane tropikalizacije, kar se dogaja tudi v našem morju. Rekel bi še to, da
je naše morje, kakorkoli se nam zdi majhno ali pa mogoče včasih nepomembno, vse prej kot to, je izjemnega pomena iz vidika biodiverzitete in to vedno znova spoznavamo tudi skozi branje tovrstnih prispevkov. Namreč od 363 vrst teh organizmov v Sredozemlju jih najmanj 140, pa verjetno bolj 150 redno najdemo tudi v Slovenskem morju, ki je relativno plitvo, ampak zelo pomembno iz vidika biodiverzitete. Mogoče bi povedal še to, da so ti organizmi, ki jih monografija obravnava, morebitno pomembni tudi za druge biološke vidike, ne samo iz vidika razširjenosti vrst in njihove sistematike. Namreč v monografiji izvemo, da so mnogo njihove substance potencialno zanimive, tako kemijsko, kot tudi iz vidika biomedicine. Namreč nekaj od teh kemikalij že testirajo za protirakavo uporabo ali pa celo kot supresijo virusa HIV. Torej tudi poznavanje organizmov iz tega vidika lahko pride prav bolj laboratorijskim biologom in širše za morebitno uporabo ali pa biomimikrijo. Vabim vas, da si ogledate to knjigo in jo imate tudi doma na policah. Je zelo lep izdelek in kot biolog, sistematik vem, koliko truda je vloženega v pisanje tovrstnih monografij, zato lahko vsem tem trem avtorjem samo čestitam za tak dosežek in tak lep izdelek. Mogoče kot pogled vnaprej bi predlagal, da se tovrstni izdelki naredijo na voljo tudi na spletu, morda v angleščini, morda čim prej, ker se potem lahko uporabljajo še širše, kjer se potem tudi podatki sproti ažurirajo in bi potem slovenska monografija bila uporabna pravzaprav celotni morski biologiji. Torej, vabim vas tudi, da se potem kasneje še zadržimo, tako z avtorji, kot tudi z drugimi kolegicami in kolegi in lahko morebiti določene stvari še predebatiramo. Zdaj vas pa vabim, da se podamo tudi v malo bolj kulturne vode in predajam, ne vem, kdo je naslednji. Skratka, še enkrat lepe čestitke vsem trem avtorjem in kasneje vam bom predal še določene druge monografije. Hvala za trud. Lep dober dan. Najlepša hvala za te prijetne besede in če bi vas nekako spomnil, pa moje kolege spomnil, kaj smo počeli pred jednim tednom, počeli smo tisto, kar nam je najbolj všeč. Sicer z Domnom, z Borutom smo šli iskat morskega psa, redko vrsto, šesteroškrgla, tretji pojav v Sloveniji, zelo redka vrsta ogrožena in tako naprej. In to je tista stvar, ki nas je vedno zanimala. Zato smo, bom rekel, tudi specialisti in te stvari obvladamo. Tako da goli polži so enostranski produkt. Danes smo vsi pahnjeni v to metodologijo dveh črtice, ene črtice, A1, A2 in tako naprej. In moramo to početi, iskati najboljše objave in tako naprej. Pozabljamo na tisto, kar v bistvu smo dolžni kot davkoplačevalci temu narodu, tej državi in tako naprej, da tudi take stvari nekako poskušamo vračati. In ta monografija je nastala kot domača naloga, delali smo popoldne, delali smo čisto, bom rekel, skoraj da postransko, res da v enem letu, ampak to je to. Ko je mlad raziskovalec Domen prišel k meni, smo se menili za njegov doktorat, mi je rekel, mi delal gole polže. Sem rekel, žal, Domen, goli polži, s tem to ne bo šlo, to ne bomo prišli v dobre objave, to ne gre in tako naprej. In Domen je zdaj specialist za ribe, obvlada te stvari zelo dobro, ampak morda tudi po njegovi zaslugi smo prišli do tega, da smo se lotili tega projekta, še posebej, ker nam je doktorica Mozetičeva obljubila to možnost, da bi to lahko tudi natisnili. Potem se je ta avantura tudi v bistvu začela.
Nažalost smo samo pol ure časa in to je veliko premalo, ampak bomo poskušali vsaj nekaj tak uvid v to, kaj smo naredili, da dobite en tak čutek, kaj so Goli polži in tako naprej. Torej, kaj? Ne? To, kar sem rekel, torej, od leta 1997 je prišlo do nekega preloma, jaz sem prej planktolog, in takrat je dr. Malijeva ugotovila, da bi pač morda rabili nekoga, ki bi se ukvarjal z podvodnimi zadevami, z opisovanjem biodiverzitete in tako naprej. In takrat se je zgodil ta prelom in začelo se raziskovanje biodiverzitete, začeli smo se potapljati, začeli smo zbirati podatke in v množici projektov domačih in tujih, v množici raziskovalnih nalog, v množici študentov, ki smo jih gostili in tako naprej, je prišlo tudi do tega, da smo med drugim pridobili tudi veliko podatkov o polžih za škrgarjih. Polži za škrgarji torej, so en del tega dela, čeprav je treba povedati nekaj drugega, ne, da smo takrat dobili vpogled v to, da ima Slovenija ta majhna lužica, ta neznata kapljica Mediterana, da ima zelo veliko število vrst, in sicer okoli 2000. Če veste, da je v Jadranu 5500 vrst, potem je tukaj nekaj zelo narobe. Zelo narobe je to, da pač seveda ne vemo točno, kako je na Hrvaškem, kako je v Italiji, morda slabše delajo, vemo pa to, da je naše morje, naša majhna kapljica zelo, zelo pomembna in zelo bogata. Je na zadnje, kot so neko morski pes, 600 škrgar. Zraste do 5 metrov, 600-700 kil, mi smo ga dobili prejšnji teden in ne odraslega, ampak mladička, kar je še redkeje. Toliko o tem, kako je ta majhna lužica Slovenskega morja pomembna za to našo državico. No, ampak danes bomo govorili o polži za škrgarjih. Kaj so polži za škrgarji? Torej, v tej monografiji smo hoteli pač priti do spoznanja, koliko je tega, podatki so prišli, kot sem rekel, posebno naključno. Najprej se je začelo, da smo našli 20 vrst, pa smo potem videli, da jih je še več. V 10-letnem obdobju smo videli, da je tega zelo veliko in pred kratkim je prišlo celo do številk, ki so primerljive res veliko večjim morjem in tudi veliko večjim državam. V tej knjigi smo 3 biologi, vsi iz iste skupine, vsi smo potapljači in v okviru te skupine pač smo nekako te stvari raziskali, seveda z pač finančno podporo torej nacionalnega odbora medvladne komisije Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Torej, polži za škrgarji, kaj so to? Torej, gospod direktor je že nekako povedal, da so to skupina polžev, ki običajno nima hišice. Gre za skupino, ki so včasih zmotno klicali ali pa imenovali goli polži. To niso goli polži. Goli polži so samo ena od 7 skupin, ki tvorijo tole veliko skupino polžev za škrgarjev. So pa to polži, za katero lahko rečemo, da imajo rudimentarno lupino, manjšo lupino, v katero se žival ne more v celoti upotegniti. Veliko vrste je pa povsem brez lupine. Tukaj imate celotno tako torej nekakšen pregled, torej od morskih zajčkov, gotovo poznate, morskih metuljčkov, ki so planktonski, posebne skupine Pleurobrachomorpha, ki ima notranjo lupino, povsem brez izrastkov, skupina Cephalaspida in seveda tisti, ki so najbolj znani gološkrgarji, ki imajo zelo pisane barve in tako naprej, in seveda nekatere rudimentarne ali pa redke vrste, kot je recimo tista tilodina, rumena, ki ima tenko zunanjo hišico. No, zanimivo še ta zelena, ena bozelja. Za to skupino je zanimivo, da se hranijo z raznimi zelenimi rastlinami, algami seveda, in iz njihovega, torej iz njihove stelke vzamejo seveda kloroplaste, ki jih potem še 3 tedne ali pa še več uporabljajo za svojo lastno produkcijo, to pomeni fotosinteza, ki deluje naprej v teh organizmih. Takim, torej Angleži so takim vrstam dali ime Sun-Powered Opistobranch, to pomeni polži na sončno energijo, če lahko se malo pošalim. Večina so zelo majhni, nekaj milimetrov, so pa tudi orjaki, kot je recimo tale ploskoglavec, ki zraste tudi do 40 cm, tukaj je zakopan v mulju. Planktonski so zelo majčkeni, mikroskopske velikosti, pa gotovo poznamo morskega metuljčka, ki nas morda v poletnem obdobju tu pa tam pika, pa seveda že omenjeni ti prepisani gološkrgarji. Ta knjiga ima znanstveno osnovo,
Ta osnova je kartiranje, torej zbiranje resnih podatkov, seveda za vso potrebno bazo podatkov. Izbrali smo vsi kartiranje na nivoju standardne mreže UTM, Universal Transfer Mercator, to faunisti gotovo poznate, kopenske še bolj kot morjaki. Mi smo izbrali za svoj delo 2x2 km. Zakaj? Slovensko morje, dajmo biti pošteni, iskreni, ni tako veliko, ne? In zato smo si izbrali reči 2x2 km, kot recimo 10x10, ker potem imeli zelo malo dela. No in vse te kvadrante, 72, kjer smo poskušali kar se da dobro opredeliti in sicer na poseben način. Zbirali smo število zapisov, torej kolikrat se vrsta pojavlja, ne glede na število osebkov, ne? V kolikih kvadrantih se vrsta pojavlja, število kvadrantov, v kolikih lokalitetah se vrsta pojavlja, lokalitet je na kvadrant zelo veliko, lahko tudi 30, in na koncu število osebkov, ki smo jih pač nekako uspeli zbrati. No in to so življenjska okolja, kje se pojavljajo razne obrasti, kot so obrasti školjk, recimo zgoraj vidite na vrhu trdoživnjake, aglaofenja, recimo spet ene trdoživnjake malo večjih velikosti, pa algalna zarast, morski travniki in prekoraligen, torej oblika najbolj priznane, najbolj cenjene, če lahko tako rečem, v biologiji, biocenoza, ki je v morju seveda najbolj pestra po številu vrst. Pobirali smo nad vodo, pod vodo, strgali smo alge, uporabili smo tudi seveda podobne fotoaparate, zbirali smo veliko podatkov. Moramo biti pa korektni, pred nami se s tem ukvarjal profesor Tom Turk, on je bil entuzijast glede tega, se je veliko posvečal in zbral leta 2000 nekje 23 podatkov. No, ti modri diagrami so že, oziroma ti stopci so že naše delo, tako da vidite, da v zadnjem desetletnem obdobju smo kar povečali število vrst za zelo veliko. Je pa res, da vsi ti podatki temeljijo na raznih projektih, lahko so to planktonski projekti, lahko so to projekti, ki so obravnavali primerno družbo, lahko gre za fotografije, fotografsko zbirko, lahko gre za staro zbirko, morske biološke postaje, skratka, zelo velika množica podatkov in na tak način je ta monografija tudi dobila strženje. Koliko vrst? Tukaj vidite, da število vrst v Sredozemskem morju, kot je že gospod direktor povedal, 363, v Jadranskem morju 223, v naši mali lužici 142, eno smo že dodali od objave, torej knjiga je bila objavljena 1. februarja, imamo že eno vrsto več in samo pred morsko biološko postajo imamo 90 vrst. Če bi imeli še kakšno postajo. Med temi, torej ti kvadranti, zdaj boste rekli, zakaj pa niso vsi obdelani, veste, tisti, ki so v obali, seveda smo se lahko potapljali, lahko so bili ti kraji dostopni za označevanje. Ti, ki so pa izven, pa terijo seveda plovilo, terijo posebne označevanja, globine so večje in zaradi tega tudi pač morda določene stvari niso še dobro dodelane. Vendar, glede na tole, je seveda zaupanje profesorice Mozetičeve to, da smo šli v izdajo te monografije gotovo smiselno, kajti če primerjate to številke za to slovensko lužo primerjavi z Jadranskim morjem in Sredozemskim morjem, potem gotovo so naši argumenti, vsaj po našem mnenju, upravičeni. Kako izgleda monografija? Tukaj imate primer ene vrste, torej vrsta ima neko fotografijo, nek opis, po kateri prepoznamo. To je v bistvu zelo dober opis, zelo natačen opis, kajti delali smo ga sami na podlagi našega znanja, na podlagi tega, kar smo pač videli, z tega smo izdelali tiste kriterije, ki so najbolj pomembni. Potem smo napisali, s čim lahko zamenjamo, kakšne so velikostne razredi, kako se razmnožujejo, prehrana, razne zanimivosti, habitati, razširjenost, status in reference. Če gre za tujerodno vrsto, če pogledate tam zgoraj en kovček, kovček pomeni, da vrsta tujerodna, kot recimo ta Polycera hatchbeti, potem smo dali še zemljevid, iz kjer prihaja, in tukaj vidite, da ta vrsta prihaja tam nekje z Hollywooda, iz tega dela Amerike, v Kaliforniji, in ta vrsta je potem seveda označena kot tujerodna vrsta. Potem, to, kar sem prej pravil, kartiranje, tukaj vidite nekaj rdečih pikic, in tukaj imate število zapisov, število kvadratov, število lokalitet in število osebkov, ki so spojavljeni v naši zbirki. No, kriteriji seveda tudi tukaj pojasnim.
Če je bila vrsta planktonska, smo označili, da je pač to planktonska, torej s tem plavim znakom. Če gre za endemit, takih je zelo veliko, je endemit sredozemlja označen s tako rumeno barven z E-jem. Dostikrat pa je, torej tudi ta veda je dokaj mlada, torej malakologija, ki se ukvarja z goljimi polži, je dokaj slabo razvita, slabo poznana, tako da je marsikdaj kakšen status določenih vrst še nejasen. In problem je tudi v tem, da nekatere vrste so bili najdene v našem morju tudi pred letom 1970, kar pomeni, da se soočamo tudi v tem oziru z izginotjem ali pa možnim izginotjem vrst. Zakaj? Zdaj bi rad še razložil, zakaj polži zaškrgarji. Vidite, da so zelo lepih pisanih barv, zelo razgledniki, zelo posebni glede barvnega vzorca in že ti največji raziskovalci na svetu, ko so se s tem dolgo ukvarjali, v bistvu posvetili celo življenje, so rekli, da gre za, da je žalostno, da te vrste ne vidijo same sebe, kako so lepe in tako naprej. In seveda tudi so jih primerjali, da so to kot orhideje med semenkami, med tudi med črnonosci. Tukaj je veliko vas specialistov, formistov, mogoče boste pač rekli, da to ni objektivno, kakšne presebne pajke, kakšne nekaj drugega. Dobro. Ampak razumemo, da je Thomson seveda imel v mislih, da gre za res izjemno skupino organizmov. Mimogrede, vsi ti, ki so označeni z rumeno barvo, so nove vrste za Jadran, oziroma ne nove vrste, pač prvo ugotovljene vrste za Jadran in mnoge med njimi tudi prvo ugotovljene vrste za Mediteran. Zakaj polži zaškrgarji? Zato, ker so ključni elementi pri razpoznavanju raznih habitatnih tipov. Tukaj vidite recimo poseben habitatni tip, to so drobni kamenčki, nekaj milimeter, 2 velikosti. Tukaj vidite enega steklenega glavača, ki je tipičen za tako okolje, ampak tako okolje definira tudi polž zaškrgar Weinkaufia turgidola. To pomeni, da so uporabni tudi za nekako razumevanje okolja, ki ga povzročujemo. Potem zanimivo tudi z vidika ekologije ali pa evolucije, če hočete. Torej, veliko je strategij protiplenilskih, da se take živali poslužujejo raznih barvnih vzorcev, s katerimi se prikrijajo. Tukaj imate primer Tinodine perverse, to je tak rumen polž, ki ima tako lupinco, krhko, in ta se vedno skriva na spužbi žeplenjači in se je zelo težko najti, da se morate kar potruditi. In takemu primeru rečemo, pravimo, da gre za homokromijo, to pomeni, da polž nekako posnema barvo svojega plena ali pa svojega habitata, kar je v tem primeru tudi plen. Lahko gre pa za homotipijo, kjer pa dejansko goli polž, tale, svojo obliko je ploščat, je iste barve kot mahonjak schizoforela sanguinea in se dejansko dobro prikrije v takem okolju. To pa je ne samo barvna različica, tudi dejansko oblika kaže na te danosti. Ali pa Terpeatodoris atriomaculata, gre za disruptivno obarvanost, ta vzorec poznamo pri orki, pri orjaškemu pandi, torej črno-bel vzorec, zato da se izgubi oblika in s tem tudi zavede plenilca. Ali pa mimikrija. Mimikrija je ravno obratno, če se pri kamuflaži oziroma pri prikrivanju vrste nekako trudijo, da ne bi bile opazne plenilcu, je pri mimikriji pomembno, da so opažene, da jih plenilec vidi. Plenilec mora imeti neko negativno izkušnjo, da se potem takega vzorca brani, da se ga izogiba, da ne poskuša s takimi živalmi se prehranjevati. V tem primeru imate 4 strupene gološkrgarje, ki imajo vsi podoben barvni vzorec, so različne vrste, vendar gre za barvni vzorec, vsi to izkoriščajo, zato da pač se plenilec, ko se pač enkrat zmoti, da se nauči, da se izogiba vsakim takim polžem, ne samo tistim, ki ga je dejansko pač plenilec zaužil. Tu gre pa za ravno obratno, gre za Batesov mimikrijo. Bates je bil entomolog, tako je bil tudi Miller. No in ta Batesova mimikrija pravi, da včasih nekateri organizmi, ki so dejansko užitni, kot recimo ta vrtinčar Jungia aurantiaca, oponaša model, v tem primeru je model gološkrgar, Platydoris argo, ki ima zelo trd, usnjat, neprežvečljiv tegument. In zaradi tega seveda se plenilci take vrste izogibajo. Skratka, tudi z tega vidika so polži zaškrgarji zanimivi za
raziskave. Lahko z vidika zoografije. No, to vrsto je našel prvi v Jadranu naš kolega, fotograf Borut Furlan. In takrat je bil to, mislim, da 4. ali 3. zapis na svetu. Mi smo potem to vrsto še našli pred Morsko biološko postajo, samo in izključno v zimskih mesecih, februarja, marca. Hrani se na morski narcisi. Tukaj se lepo vidi morska narcisa brez tega vetrnici podobnega, dokaj velikega gološkrgarja. No in tudi danes je teh vrst morda, torej, če jih je ducat primerov, je to veliko, mislim, da jih je bistveno manj na celem svetu. No, tu imate pa primer tropikalizacije. Tukaj imate še en primer psihrofilne ali hladnoljubne vrste, ki jo lahko najdemo samo, če se potapljamo februar ali pa marca meseca. Na tako vrsto pa v zadnjih letih jo srečujemo, ko pač v toplih poletnih mesecih, torej avgusta recimo, tega orjaškega gološkrgarja vidimo marsikje v obrežnem pasu. Tu gre za primer tropikalizacije, pomeni, da so temperature nekoliko više, kot so bile včasih in ni več te temperaturne barijere. Vrste, ki potrebujejo 27, 28, 29 stopinj Celzija, se pač pojavljajo tudi v našem morju. Torej, tropikalizacija to ni povezano s tujerodnimi vrstami, ne? Gre za vrste, ki so tremofilne, so južno-jadranske, pa južno-mediteranske, ampak se pojavljajo tudi v našem okolju. Ko govorimo pa o bioinvaziji, so pa vrste, ki prihajajo iz drugega biogeografskega območja in takih vrst je tudi zelo veliko, torej našli smo jih 7, ne? Ampak vse te vrste smo našli v določenih okoljih, to so vse prve najdbe za Jadran, ta je druga, ne? Ta je tudi zelo veliko gološkrga, tam nekaj po 30 cm. No in vse te vrste so bolj ali manj povezane z mandrači, z pristanišči, z kanali, z solinami, z Škocjanskim zatokom in tudi z marikulturo, to pomeni z gojišči školjk, ki jih pač v našem morju imamo kar nekaj. Skratka, vedno neke določene točke in vedno nek določen vzorec, kjer se take vrste pojavljajo, to pomeni, da je treba biti pozoren samo na določene aspekte, kajti druge takih vrst ne najdemo. Zelo zanimiv aspekt je, in to je tudi, bom rekel, tudi aplikativen aspekt, namreč nekatere vrste tujerodnih organizmov, kot je recimo kamina, to je dvanest, ali pa recimo kamina, rumena, tu pa mrest policere hečpeti. Ta vrsta je invazivna in se pojavlja v zelo velikem številu v Škocjanskem zatoku in v vseh predelih ob Kopru, vsak kanal ima veliko teh primerov kot te vrste. Gostota je izjemno velika, tudi čez 100 ali pa morda še več na kvadratni meter, kar pomeni, da seveda lahko bomo imeli ali pa nas v prihodnosti čaka kakšna taka zadeva, kakšen tak problem, ampak mi imamo tukaj enega polža, ki se mu reče, tej vrsti se reče Favorinus branchialis, ki se hrani samo z jajci drugih polžev. Tukaj vidite, ko se ta polž, spoznamo ga po teh mišičkastih rinoforih, se hrani na mrestu ene tujerodne vrste, tukaj pa druge tujerodne vrste. In seveda ti polži so sposobni v zelo kratkem času pojesti zelo veliko jajc. Nekaj smo poskušali s temi poskusi tudi na Morski biološki postaji, ukvarjamo se, vendar na začetku treba malo potrpežljivosti in upamo, da bodo nekoč to podatke, ki bodo pa res objavljivi, nedomen, tako da bomo objavili res kakšni dobri reviji, tako da boš tudi ti prišel na svoj račun in bomo imeli res na tem nivoju eno tako možnost. Zelo zanimivo je z vidika tudi evolucije, da imamo pri nekaterih zaškrgarjih nekatere primerke, ki so zelo nenavadni, kot sta dva primerka iz dveh vrst pneumoderme. To so bolj oceanske vrste, ki so se tudi v našem morju pojavljale. Tukaj gre za neko obliko podobnosti z glavonožci, kot so sipen hobotnice. Imajo priseske, s katerimi plenijo druge vrste planktonskih zaškrgarjev in seveda tudi zaškrgarji so sposobni sprožiti ali pa izločiti ali pa spustiti dimno zaveso, ki seveda je tudi en tak mehanizem, ki te vrste nekako varuje pred gnilci. Skratka, zelo zanimive stvari tudi iz vidika evolucije. No pa, že ko govorimo o teh dimnih zavesah, tukaj imate eno vrsto, to je kosmati morski zajček Bursatella liči, prihaja iz Indijskega oceana, v našem morju je že ustaljena vrsta, lahko dobimo tudi po 50 na kvadratni meter, kar je zelo veliko. Ta vrsta je povsem neškodljiva, kljub temu, da je tujerodna, ni invazivna, torej ne dela težav, hrani se s cianobakterijami, ne?
Ampak v primeru dotika sprosti tako škrlatno rdečo dimno zaveso, iz katere so izolirali zelo pomembno substanco bursatelanin D, ki je dokazano učinkovita zadeva proti virusu HIV. Nekaj podobnega so ugotovili pri raznih morskih zajčkih, kjer so našli razne dolastatine, torej skupina statinov, ki so zelo pomembni kot antitumorialni ali pa ima veliko takih učinkovin. Skratka, tukaj je velika perspektiva in če ne drugega lahko mi kot, bom rekel, skovalci Morske biološke postaje pridobimo veliko takega materiala za sodelovanje z raznimi inštituti, tudi znotraj našega inštituta in seveda izven. To pomeni, tukaj imamo veliko perspektivo. Po drugi strani pa tukaj v auditoriju vidim veliko zoologov, gotovo veste, da so bile aplizije zelo pomembne že pri raziskovanju prenašanja živčnih, torej prenašanja informacij, ali pa če hočete v nevrofiziologiji, torej veliko takih poskusov bilo in vsaj 50 let so že ti poskusi aktualni in tudi še danes se odvijajo. Med drugim pa seveda so že stari glavni te strupe iz morskih zajčkov uporabljali za to, da so z njimi zastrupili svoje sovražnike. To je tudi zgodovinska kompetenca. Mi seveda tega ne bomo zlorabili. Pa čisto z etimološkega vidika, kot zanimivost, to je bolj za šalo kot za res. Tukaj vidite eno skupino, torej ljudje smo že prišli na Luno, mogoče bomo prišli na Mars, včeraj je Elon Musk, se veste kaj naredil. Gre se za to, da se dogaja, medtem ko za to skupino rodopida, nenavadna skupina, ki je doma po Slovenskem morju, nekje pri Napoliju, pa še nekje v Avstraliji, zelo nenavadna skupina, ki spominja na vrtinčarje, pa niso vrtinčarji, so polži. Za zdaj še vedno vršam za škrgarje, ampak kakorkoli že gre za skupino, ki je zelo znana, veliko ljudi jo raziskuje, vendar še vedno zelo malo znanega, kaj dejansko za kakšno skupino gre. Torej so polži, ampak zaenkrat jih uvrščam za škrgarje. No, Rodope ima en tako zanimivo ime, torej Rodope je bila nimfa in žena ambicioznega trakijskega princa, ne, in ta se skozi hvalisal, pač kako ima lepo ženo, in so ga potem seveda bogovi Hera in njen mož Zeus so ga spremenili v gorovje v Bolgariji, Rodope. Podobno kot Arachne, ne, pri pajkih, ne, se veste, Arachne je bila pletilka, ne, ko se je hvalisala, da zna boljše plest mreže kot recimo Atena, ne, in je potem ta zakazan spremenila v pajka. Drugi primer je zelo nesrečen, to je vrsta Pizenotecus ferifera. Mi smo našli kar nekaj primerkov. Imamo 2 lokaliteti v Sloveniji, na svetu jih je 6, 4 torej so izven Slovenije, ampak gre za to, kako so tej vrsti dali ime, oziroma rodovnemu imenu. Namreč Evelyn in Edgar Marko sta bila vrhunska in sta še vedno vrhunska malakologa, ki sta opisala zelo veliko število vrst. In nekoč sta dobili neko brazilsko kolegico, ki je prišla k njim na obisk in ko se je ta zbudila, prišla po stopnicah, stopila na psa, ki mu je bilo ime Teko in potem sta si izmislila rodovno ime za to vrsto, oziroma za ta rod, Pizenotecus, kar pomeni v portugalščini, ona je bila pač Brazilka seveda, ne, stopila sem na Teka. Skratka, primer, kako si privoščijo razni biologi tudi kakšne take šaljive zavede. Zakaj je knjiga v slovenščini? Knjiga v slovenščini zato, ker pač je prav, obravnavamo slovenski del ekrana. Knjiga v slovenščini, ker bi radi mobilizirali veliko število potapljačev, veliko število podvodnih fotografov, veliko število nadušencev, razne študente biologije, razne študente naravoslovnih ved in vse tiste, ki najdejo kakšne gole polže, ki jih morje naplavi na obalo ali pa preprosto tako prebirajo kamne, namreč velika večina je medolitoralnih, torej bibavičnih, to pomeni v razponu do 1 metra. Potem seveda radi bi tudi nekako popularizirali, da je to potrebno. Konec koncev so polži druga najpomembnejša skupina med živalmi in polži za škrgarje v Slovenskem morju so tudi kar številčni, torej kot skupina. Ste prav, da ste jih poznamo. Ne? In nazadnje, tukaj vidite našega sodelavca, ko knjigo pač uporablja zato, da bi svoje otroke nekako spodbudil. Tudi to je ena plat in tudi prav je tako. Namreč povedal bom še eno, spet bom omenil Domla.
Na morsko-biološki postaji dostikrat uporabljamo razne izraze in torej pač se pogovarjamo, pač uporabljamo razne izraze, torej, če nekdo reče vedro, nekdo reče ajmar, nekdo reče štenjak, ne, gre za isto stvar, ne. In zato, ker pač kakšenkrat je čudno, če kakšen Primorec reče gremo na kofe, mi rečemo gremo na kavo, se potem jaz kakšenkrat pošalim, ste mogoče videli Domnota, ne, in potem je en sodelavec rekel, petak, ne reče se Domnota, reče se Domena. Rad bi se v tej priliki zahvalil še raznim akterjem, ki so ključno vplivali na to, da smo do te knjige prišli. Teh je zelo veliko, ne? Ampak zahvalil sem pač tistim najbolj pomembnim, predvsem profesorci dr. Patricija Mozetič, ki je verjela v nas, Leopoldo, profesor Tamari Lah-Turšek, ki nas podpira že dolgo časa in smo navdušeni nad tem dejstvom in res najlepša hvala za to. In seveda tudi raznim kolegom, ki so nam pomagali. Vidite, da tukaj je veliko Angležev in Nizozemcev in Italijanov in Nemcev. Skratka, veliko ljudi, ki so nam prispevali njihove fotografije, pomagali pri pridobivanju literature, kakorkoli sodelovali. Predvsem moramo omeniti našega kolega profesorja Kružiča in profesorico Vesno Mačič iz Črne Gore, profesor Kružič iz Zagreba, tako da je tu veliko ljudi. In seveda od ostalih mojih in naših sodelavcev, torej doktorico Martino Orlando Bonaca, naš sestranski Mina Šiško, gotovo ga velika večina pozna, in tudi naš kolega Tihomir Makovec, ki je tukaj ključno pomagal pri knjigi. Hvala za pozornost. No, jaz bi se rada najprej zahvalila Lorencu, ne samo za to lepo predavanje, ampak predvsem za to knjigo in upam, da boste tako uspešno delovali še naprej.